Dragi dijaki, spoštovani profesori in drugi obiskovalci, dobrodošli na prvi letošnji okrogli mizi Škofijske Strele z naslovom Slovenec 21. stoletja. Ko se je Slovenija v začetku 90. let osamosvajala, je imela pri tem procesu veliko vlogo domoljubje. Domoljubje vseh politikov, ki so si prizadevali za samostojnost in domoljubje ljudi, ki so se zanjo borili. Vse skupaj pa ne bi uspelo brez podpore cerkve in njenih dostojanstvenikov, ki so imeli velik vpliv na Slovence. Kako pa je z vsem tem danes? Smo še domoljubi? Ima cerkev tudi danes tak ugled? Kakšno je stanje v Slovenski vojski? Kje so razlogi za spremembe? O vsem tem in še o čem bo tekla beseda danes. Med nami zato lepo pozdravljam dva gosta. Monsignor dr. Jože Plut prihaja iz Valične vasi na Dolenjskem. Gimnazijo je končal v Vipavi, teološko fakulteto pa v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen leta 1989. Leta 2002 je svojo doktorsko disertacijo izdal pod naslovom Za pravice človeka. Po posvetitvi je služboval v več krajih po Sloveniji. Leta 1991 je sodeloval tudi v vojni za Slovenijo. 4 leta je na Škofijski klasični gimnaziji služboval kot profesor za verouk in bil v tem času pobudnik ustanovitve študentskega doma Janeza Frančiška Gnidovca. Od leta 1998 je sodeloval pri uvajanju duhovne oskrbe v Slovenski vojski in se leta 2000 zaposlil na Ministrstvu za obrambo. Postal je prvi vojaški duhovnik in vojaški vikar ter bil povišan v čin brigadirja. Za svoje delo je prejel bronasto medaljo Slovenske vojske. Trenutno je kanonik ljubljanske nadškofije in upravitelj župnije Poljane nad Škofjo Loko. Luka Debeljak je večino življenja preživel v Žireh. Leta 2007 se je zaposlil v Slovenski vojski in čez nekaj časa postal pripadnik enote za specialno delovanje. Bil je specialist za oborožitev in taktiko ter kasneje za zračno in kopensko podporo. Udeležil se je 4 vojaških misij. 2-krat na Kosovu, v Maliju in v Afganistanu. Leta 2022 je vojsko zapustil. Trenutno kuje nože in pripravlja različne izobraževalne programe. Po odhodu iz vojske je postal katehumen in letos na vigilijo prejel zakramente uvajanja v krščanstvo. Pred začetkom pa le še spodbudba vsem prisotnim, da tudi sami postavite vprašanje. To lahko ves čas storite s pomočjo QR kode, ki je nad nami. Pa kar začnimo. Prvo vprašanje bo, kakšne Slovence državljane želimo v 21. stoletju? Kakšni smo v primerjavi s tem v resnici in kako na to vpliva vzgoja? Pa lahko kar vsak pove svoje mnenje. Zdaj, ker živimo v času, ko je toliko kritike na račun klerikov, predajam besedo laiku. Jaz sem hotel reči, da itak boste vi že vse odgovoril, pa bom jaz sam rekel, da se strinjam z gospodom, pa je stvar rešena. Se pravi vprašanje, kakšne Slovence hočemo imeti. Ja. Definitivno, a pa tako bom rekel, mogoče ne take, kot kaže, da jih zdaj proizvajamo. Sicer za marsikoga to ne velja, ne, pa recimo mogoče tudi za vse tukaj vas, da to ne velja, ampak jaz bi rad videl pač, da smo Slovenci domoljubni, da smo patrioti, se pravi, da se držimo naše kulture, tradicije, da ohranjamo neke te vrednote, ki so jih imeli moji starši, stari starši. Sicer, da gremo tudi v koraku s časom, jaz nočem, da smo, kako bi temu rekel, v getu miselnosti stare, ne? Ja, in ja, to. In da v bistvu definitivno vera je zelo pomembna, pa krščanstvo. Jaz mogoče tega nisem prej zavedel, ampak če krščanstvo zgine, zdaj jaz to čez moje oči povem, vem, da nisem verjetno tak govorec, kot je Jože. Boljši, ja, da gre. Rabim mečkaj, da se zagrejem, ampak ja, ker se mi zdi, če nimamo vere, vera je ena zadeva, ki nas vse skupaj lahko povezuje. In tudi to je ena zadeva, ki je tukaj v Evropi bila prisotna. In zdaj, ko imam enega gosta z Avstralije tle, je lepo včeraj rekel, ker so naredila en podcast, v bistvu, da krščanstvo je naredil Evropo pa zahodni svet
tako, kot jo imamo, se pravi moderno, razvito, da smo v bistvu, jaz bi lahko rekel, najmočnejša civilizacija na svetu in konec koncev zaradi tega se ljudje z drugih kontinentov selijo v Evropo, a ne, pa v Ameriko. Mi se ne selimo neke afriške države ali pa mogoče arabske, ampak se drugih nam, zato ker je to tako dober. Sicer zdaj veliko teh ljudi hoče te stvari spremeniti, ne? Se pravi pridejo, da se bom zmislil, pa nočem komu delati krivice, pa biti rasističen, ampak pridejo ljudje iz Indije, pa hočejo v Nemčiji Indijo narediti, ne? Z tiste njihove soseske, ne? Tako da, ja, to bi jaz rad. Patriotizem, domoljubje, tradicija, vrednote, vera, pa verjetno še marsikaj bi se dal povedati, pa bom prepustil Jožetu, da ne bo ostal brez materijala. Ne bo, ne se bat. A veste, kdo danes goduje? Sveti Janez Pavel II. Po mojem spominu je on prvi, ki je rekel in potem za njim mnogi ponavljajo naslednji stavek. Evropa 21. stoletja bo krščanska ali pa Evrope ne bo. Mnogi navajajo ta njegov stavek, ne da bi navedli njega. Jaz pač čutim krščansko in če hočete znanstveno dolžnost, da avtorja navedem. Ja, in to drži. In kaj si človek želi za prihodnje stoletje ali pa za stoletje, v katerem živimo? Glede na naš razmislek o slovenstvu v tem stoletju. Ponosa, zdravega ponosa, ki ni vzvišen, zdravega ponosa najprej na to, da smo punce, ne? Tiste, ki ste, potem, da smo fantje, moški, in da smo seveda tudi ponosni pripadniki narodov, v katerem živimo. In seveda, da imamo vero. Veste, če gledate zgodovino slovenskega naroda, slovenski narod je obstal zaradi katoliške cerkve. Res je, da je v 16. stoletju bil en tak močen polet slovenskega tiskanega pa pisanega jezika pri protestantih, ker je bil to čas, a ne ker je bil boom tega, ampak skozi zgodovino takrat in pozneje pa v bistvu katoliška cerkev obdrževala slovenski narod. In če ne bo cerkve in vere, bo Slovencev ne bo. Tle bo marsikaj drugega, samo Slovenije ne bo. Slovencev ne bo, ne? Če ni Slovencev, ni Slovenije. In bolj upravičeno se imenovala, ne vem, izmišljam se, če bi bil pesimist, pa nisem, ker vemo, da Bog vodi in da modri ljudje se odzivajo na Božje vabilo. Bi bil tukaj lahko Slovenistan, ne? Naj ostane Slovenija. To je pa odvisno od nas. Od naše zavzetosti za vere, od naše pristnosti, od naše pokončnosti, od naše istovetnosti. In tako si bomo prihodnost pisali pravzaprav, ne, zdaj, če sem še malo bolj tak sarkastičen. Ne bom si jo pisal jaz, ne, ker jaz sem že v teh letih in otrok nimam, vi si jo pišete. Za vaše otroke in za vaše vnuke. Jaz bom pač naredil, kar je v moji moči, ampak če ne boste tega dali vašim otrokom in sami ponosno živeli, to eno pristno krščansko in narodno pripadnost, pa je pa res brez veze, ne? Kaj pa bomo bolj? Srbi? Hrvati? Nemci, ne, to so bili že močni zgodovinski poskusi, Italijani, Madžari, Arabci. Jaz si želim priti pred Gospoda, ne, ker imam še vedno neke vere pri teh letih, je še nisem izgubil. Da bom prišel pred Gospoda in me bo Gospod Bog po slovensko nagovoril. On me ne bo ne po hrvaško, ne po angliško. In me bo vprašal tudi to, Jože, dobro si opravil svojo službo, tam si pa zamočil, tudi kot Slovenc. Ker če bi Bog ne hotel različnosti narodov, torej tudi slovenskega, s to lepoto jezika in kulture in pokrajine bi tega ne naredil. In zato izkoristimo priliko, ki jo imamo, ne imamo pa samo eno. Pogosto se domoljubje označi za nacionalizem. Kakšna je razlika med nacionalizmom in patriotizmom, torej domoljubjem? Kaj je v Sloveniji bolj prisotno? Kako se pri nas kaže domoljubje?
Ja, Slovenci smo fenomen ne samo pozitivnem, ampak tudi negativnem. Če pogledamo politično, katera stranka se opredeljuje kot nacionalistična? Ena, ki je zelo levičarska. Povsod po svetu so nacionalistične stranke desno orientirane in praviloma tudi tradicionalne vrednote v tistem narodu podpirajo. Pri nas pa stranka Zmaga Jelinčiča pa to, kar je, ne podpira tega. Je samo verbalno, drugače so pa čist vrednotno, popolnoma levo orientirani, kar je velik nonsens, tega ne dobiš v svetu. V bistvu je pa to znak tega, da je v Sloveniji res premalo zdravega patriotizma, domoljubja. Domoljubja, ki bi ti dalo en zdrav ponos v odnosu do drugih. Ki ti bo dalo tudi prav, ko bodo drugi prihajali k nam in bodo videli, da tukaj živijo veseli in ponos. To je pa že pravzaprav en drug govoril pred menoj, tam v začetku 20. stoletja, če se prav spomnite, Cankar, tukaj bodo živeli veseli in ponosni ljudje. Da ko bodo ljudje kot tujci k nam prihajali, razumete logiko, da če bomo mi veseli, ponosni in srčni, bodo oni rekli, taki želimo biti. In pri nas tega zdravega ponosa primanjkuje. In tudi, ko gremo drugam, mi starejši, ki smo živeli v neki drugi državi, smo delali osnovno napako, smo povsod govorili neko mešanico srbo-hrvaščine, kamorkoli smo šli na jug. Vi ste že rešeni tega, ker se niste učili v šoli, ne v vojske, se ne boste ne nič. In ko pridete na Hrvaško ali v Bosno, je za vas tu jezik, za nas ni bil. Ampak recimo, zdaj smo v moji župniji vrtamo vrtine za vodo. In tam so delavci vsi z Bosne, eden pa z Nepala. Ko si že omenjal Indice, to je približno ista rasa. Ampak jaz sem z njimi začel govoriti slovensko. Nisem začel govoriti ne angleško, ne tisto mešanico srbo-hrvaščine. Zato, ker imam rad svoj jezik, svojo kulturo in sem na svoji zemlji. In upravičeno pričakujem, da bodo ljudje, ki pridejo k nam, se bolj potrudili, da bodo govorili moj jezik, jezik naroda, v katerem so prišli s trebuhom za kruhom, tudi samo začasno, kakor pa jaz, pa čeprav znam njihov jezik, da bi pokazal, pa ne svoje znanje, ker tu ne pokažem svojega znanja, ampak pokažem svojo žalostno prilagodljivost. Res je, da prilagodljivost je lahko tudi nekaj pozitivnega, ker Slovenci smo v zgodovini se preživeli tudi zaradi tega, ker smo se znali prilagoditi. Ampak pokončno prilagoditi. In vse, ko gledaš zgodovino, slovenski narod, ko gledaš skozi zgodovino, imamo celo mešanico priimkov, ki niso samo slovenski. So francoski, so srbski, so hrvaški, so madžarski, so italijanski. In generacije naših prednikov so to znale. Oni so te ljudi s kvaliteto svojega življenja in zdravega ponosa, kako bi rekel, naredili za del našega naroda. Del kulture tega naroda. Mi pa danes ne znamo več, da ne bom predolg, Luka. Ja, hvala, gospod Jože. Zdaj recimo, jaz sem vam za patriota, čeprav za ta mainstream, recimo medije pa ljudi, sem verjetno nacist, nacionalist, rasist, ksenofob, anticepivc tudi verjetno, vse te izraze, ki se zdaj spomnejo, s katerimi te takoj označijo, če se hočeš postaviti za tisto, kar je prav. Takoj bo dal en izraz. Če si proti tem, da je meja zaprta, mislim, če si za to, da je meja zaprta, si takoj nacist. Če si recimo, če si majčken kritičen zdaj od te situacije dol v Gazi, pa jaz ne vem točno, kaj se dogaja, ker noben od nas ne ve, ozadja si spet, zato ker si recimo, če bi kritiziral majčken Izraelce, si spet nacist, pa rasist, pa tako naprej. In vedno bojo dal eno etiketo. In kakor zdaj vidim, se mi zdi, da sploh belci v Ameriki in tukaj v Evropi smo nekako ratali najbolj targetirani v smislu, da se nas proba najbolj dol tiščati. In nam hočejo tudi to vzeti. Se pravi, tisto zadnjo stvar, ki jo imamo, to, da ti lahko govoriš pa izražiš svoje mnenje, tudi tle nas hočejo potlačiti, da smo popolnoma tih, da se ne postavimo zase
hkrati se nas pa nekako iz vseh drugih strani izpodriva, pa uničuje. Ker se mi zdi, da je ne vem koga sicer, jaz bi rekel, da je celo samega hudiča, cilj, da se uniči zahodni svet, pa krščanstvo skupaj. In zato, če vidite, po televiziji ne boste nikoli slišali, da kdo kaj čez islam govori, ali pa čez katerokoli drugo vero, medtem čez krščanstvo se pa lahko udriha na polno. Na polno se lahko udriha, pa noben nazaj nič ne reče. In meni je to samo en pokazatelj, da, mislim, zakaj se to počne, jaz bi rekel, zato, ker je to najmočnejša vera, pa edina prava. Bravo. Tako pač to je. In mi se moramo tega zavedati, mi pa te veri pripadamo in zgodovinsko smo pripadali in na vas je, da to naprej držite, ker če ne bomo izgubili točno to, kar imamo zdaj. Tudi konc koncev tale, kako se temu reče, okroglo mizo. Tudi okroglih miz pa več ne bo, ker ne bo nič. Pa tuče je kvadratna. Ja, tuče je kvadratna. Tako da je pa problem v teh cajtih, ker je pa samo, se mi zdi, vedno samo ta dva ekstrema sta. Ali nekdo ni nič, ali je pa nacionalist, ni pa te sredine, ker mogoče temu lahko rekel, da je patriotizem. In jaz bi rekel, da je nacionalizem mogoče tukaj zraven dajem še, če na hitro, da bom končal, se mi zdi, da so tle zraven še elementi nasilja lahko, se pravi, to so ljudje, ki res niso pripravljeni nikogar sprejemati, pa so proti vsemu, kar je tuje, pa so do tega tudi sovražno nastrojeni. Jaz nisem to, jaz imam ogromno lahko prijateljev, ki so muslimani, imam kolege, ki so drugih ras, črnci in tako naprej. In zdaj, če ti priješ tukaj sem delati, se naučiš slovensko, pa vse te zadeve, ker je gospod Jože že govoril, jaz poznam take ljudi. In meni je prav, ponosen sem, ker vidim človeka, da mu reče, je črn, je prišel z Afrike in on govori slovensko s primorskim naglasom. Mamona, lej, sem bil pri noni, vse medeli, zdaj se kar neki probamo ponašati primorca, ne znam, ampak jaz sem tako, evo, vsaka ti čast. Tako da bom kar zaključil tle, da nam za bluzo. Kako domoljubni smo Slovenci v primerjavi z drugimi narodi? Nekaj sta že govorila o tem, kako moramo se postaviti zase. Kaj je recimo v tujini drugače, da so oni bolj domoljubni? In kakšen vpliv ima to na demografijo? Malo menjava, prvi pa drugi, pa drugi pa prvi. Zdaj, se pravi, vprašanje je bil, zakaj, kako smo mi napram drugim, kar se tiče domoljubja. Zdaj, če pogledamo, meni se tako zdi, če pogledam bivšo Jugo, dol so imeli zelo težke vojne pa situacije, in iz tistih zadev pol se je tudi razvil ta patriotizem, zato ker čistko je. Nažalost je tako, da če ljudje ne trpijo, pol kar pozabijo na vse zadeve, ki so nas pripeljale do tega, da so mi tako dobri. Se pravi, tisti ljudje dol so trpeli, so imeli vojne, vemo, Srbi, Bosanci, Hrvati, gor dol in te ljudje so napram Slovencem ful bolj patriotski, recimo. Mi tega nismo imeli. Imeli smo 14-dnevno vojno, ki je tudi kaj slabega se zgodil, Jože ve verjetno kaj več o tem, kaj jaz. Ampak se pravi, slabe stvari pa trpljenje ljudi potem poveže, pa naredi močnejše. Če smo pa skozi sam fajn, pa tako kot vidimo zdaj, namesto da bi probali to fajn obdržati, se začnemo kar ene nove stvari izmišljati. Kot to, da obstaja več spolov, da si lahko spreminjamo spole, pa vse te oslarije, ki se zdaj dogaja. Tako da jaz bi rekel, da je to zdaj za zahodni svet, se mi zdi dosti skupna zadeva. Tudi v Ameriki recimo se ta patriotizem pa domoljubje nekako zmanjšuje. In spet zanimivo je videti, ker je spet to zahodni svet tist, ki ima ta problem. V Rusiji ga ni, na Kitajskem ga ni, v arabskem svetu ga tudi ni, spet je na zahodu ta problem. Ampak to se da tako simpel obrniti. Sam en bi se odločil, od zdaj naprej bomo to delali drugače in ki se to začne v šolah. Sej, koliko v Ameriki, zdaj, ker se mi zdi, da tiste univerze gor študente dejansko obračajo proti lastni državi. Zato, ker ima tak program. Ti sam tam program spremeniš in se stvar zelo hitro obrne. Tudi pri nas. Sej, ti, ki si otrok, tiste stvari, ki ti bojo začeli govoriti pa razlagati,
to boš verjel, to boš vedel. Ne? Naložiš nekaj na disk in to je to. Tako da to se da hitro spremeniti, saj je pa to na teh odločevalcih, kad je politika in tako naprej, da bi tako odločitev sprejela. Ne? Mi se pa lahko le trudimo, da sami probamo nekaj narediti. Morda samo eno stvar, Luka, ki si omenil sami. Veste, problem je res slovenski, pa ne bom, ker je Luka dovolj lepo povedal. Problem je v tem, da Slovenci smo kot individualna bitja dobri, ampak smo osamljeni. Ne znamo stopiti skupaj. Skupaj v tem smislu, da bi zagovarjali tiste vrednote, ki nas Slovence vežejo skupaj tudi kot člane tega čudovitega naroda. In drugi pa imajo korajžo. Ali če bi, ker je Luka tako te duhovne dimenzije že obakrat lepo povedal, ne bom, a si bil ti letos katehumen? Kje si pa bil? Vse se hecam. Sva se videla. A ste to, kar je Jezus rekel, ne? Otroci tega sveta so pametnejši od otrok luči, ker oni se povežejo skupaj in držijo skupaj. Mi pa smo dobri vsak zase ali pa morda še v dvoje in troje. Ne povežemo se pa skupaj kot Slovenke in Slovenci, tudi kot kristjani in zato nas lahko vodijo. In tisti, ki so proti temu, da bi mi živeli eno prosperiteto, to se pravi eno pozitivno prihodnost, so zelo uspešni, ker sami igrajo na naš ta boben zase. Zato je treba, morajo posamezniki, ki so dobri, stopiti skupaj. Samo v tem je, ne? Skupaj smo močnejši. In ni strte zvito tudi to, kar je Jezus rekel, ker sta dva ali trije, ne tam, ker je eden. Ker sta dva ali trije, tam sem jaz sredi med njimi. Ker dobro mislijo, dobro hočejo, dobro molijo in si za dobro prizadevajo. Je bil pameten, Jezus je že upošteval, da bomo Slovenci imeli dvojino. Ne? Zato je rekel, ker sta dva ali trije. Ni ostal samo pri eden ali trije, ampak je rekel, ker sta dva ali trije. In tlele moramo mi narediti en korak vzajemnosti naprej. Pika, ni druge. Drugače bomo vedno samo jamrali. Ne? Samo jamrali. Da ne moramo, da nas drugi utlačijo, da ne moramo nič, da ni izhoda. Seveda ga ni, če ga ne vidiš, pa če ne iščeš skupaj z drugimi. Sam nikoli ne moreš. Ne? Jezus, Božji sin, je to edino uspešno naredil, ko nas je odrešil. Ampak on je bil tudi Božji sin, ne? Mi smo pa taki švohotni, skupaj pa močni. Ne bom več govoril. Mislim, lahko bi še. Samo še enkrat opozorilo za dijake, da lahko postavijo vprašanja preko QR kode, ki je nad nami in pa ki ste objeseni tamle na omari na steni. Zakaj katolištvo spodbuja narodno pripadnost, ko pa je katoliška cerkev vesoljna? Kako katolištvo v Sloveniji podpira slovenstvo? Kakšen je odnos slovenske družbe do cerkve? Nekaj bolj mene gledate zdaj, ne? Ja. A veste, kakšna je prednost prav katoliške cerkve in tle bomo tudi začutili razliko med patriotizmom in nacionalizmom. Katoliška cerkev je vesoljna, je univerzalna, po vsem svetu in vseh narodih, ne? Če morda še prej ni bila, ker ni smela biti v Saudski Arabiji, po muslimanskih državah je danes tudi tam navzoča, zato ker pač tudi na njih vpliva ta gibanja, ne? Mobilnost tega sveta. Se pravi, je po vsem svetu in hkrati podpira enkratnost in neponovljivost in kulturo vsakega naroda. In to je res čudovito. Medtem ko poznamo pa pravoslavne cerkve, so pa nacionalne cerkve. In vezane ponavadi na narode. Tudi protestantske cerkve, ki se pri nas v javnosti tako poveličujejo, so nacionalne cerkve. Zato imamo v Angliji še vedno angleško cerkev in vodja angleške cerkve je angleški kralj. Imamo isto na Švedskem, na Norveškem, imamo na Finskem. Na Finskem je bil tak nonsens, da boste razumeli. Je bil 10-15 let nazaj, tam je pa finski premijer vodja finske cerkve. In premijer, ki so ga izvolili, je bil pa ateist. In so imeli torej voditelja finske evangeličanske, torej državne cerkve, ki je bil ateist. In takrat so potem njihova, recimo temu sinoda sprejela sklep, da bo predsednik samo simbolno tem.
Zgodovino, tu bom povedal primer, mislim, da ga je povedal gospod Krašovc, akademik Krašovc, verjetno ste že slišali za njega, Jože Krašovc, ne vem, koliko ima doktoratov jezikov, zna mrtvih in živih malo morje, je malo starejši od mene, tako da ga ne bom nikoli ujel ne po znanju, ne po letih. On je rekel, ko je delal na univerzi v Jeruzalemu enega izmed svojih doktoratov, mu je tam rekel en Jud, prijatelj, je rekel takole, je rekel, večji čudež je, da ste Slovenci preživeli in da še zdaj obstajate, kakor mi Židje. Je rekel, mi Židje, ko smo šli po svetu, smo se vedno skup združili in smo imeli svojo vero, svoj jezik, živeli smo v getu, smo bili zaprti noter. Pravi, in to nam je dalo eksistenco. Je rekel, vi Slovenci ste pa večji čudež, zakaj? Zato, ker ste preživeli znotraj imperija, kjer so imeli skoraj vsi enako vero in vrednote, kakor vi. In vaši vladarji so imeli enako vero in vrednote, kakor vi. Edino jezik in osnovno kulturo, ki jo je podpirala cerkev, je vaša drugačna. In pri nas je katoliška cerkev skozi zgodovino opravila nenadomestljivo poslanstvo pri ohranjanju slovenskega naroda, seveda na področju jezika, kulture, če pogledate, imate tle profesorje, vprašajte jih, prvega slovenskega romanopisca ali pa povest, vse so bili skoraj povsod duhovniki. Skoraj na vseh področjih. Veliki pisatelji, vi imate prednost, da hodite v katoliško šolo in vam omenijo tudi velike pesnike 20. stoletja, ki so kristjani, a ne? V mnogih drugih programih jih sploh ne omenja, samo zato, ker so kristjani. Tako kot mimogrede, jaz tudi rečem, recimo, vedno, ko je god svete Terezije velike, te španske svetnice, a ne? Ki je skupaj z Janezem od križa v 16. stoletju naredila res močno zgodbo kot ženska v Evropi, a ne, spravila ljudi, prenovila karmeličanski red in je napisala ogromno duhovnih in psiholoških knjig, recimo v slovenščini je šla njena knjiga Notranji grad, med drugim. To je taka krasna psihologija in duhovnost. Če bi ona ne bila nuna, bi veljala za prvo psihologinjo na svetu. Ker pa je bila redovnica, ne velja, zato ker je bila kristjanka, katoličanka in nuna orto, ne? Ker je bila nuna, kot rečejo v civilnem jeziku. Tako da seveda cerkev mora še vedno delati, ne? In cerkev bo vedno, in dokler bo zaščitnica našega slovenskega naroda in jezika in kulture, bo tudi cerkev imela pri nas še obstoja, ne? Drugače po bistvu sama sebe izključuje. Jaz sicer imam morda malo kritičen pogled na cerkev, tudi zdaj v času teh 30 let in več, kar smo samostojni, se mi zdi, da pa bi morali narediti ne malo več, kar več, pa še malo več. Tudi na področju skrbi za slovensko kulturo, kulturo v celoti, ne samo glasbo, literaturo, ampak celoto, slikarstvo, da bi morali več narediti. Saj tlele je, tlele ponavljam, tukaj je, ampak še širše. Da tlele cerkev ne dela, bi morala več narediti. Pa ni, ponavljam, to ni nacionalizem, to je patriotizem. Patriotizem. Prav čute razliko, ko sem omenil prej katoliška pa evangeličanska in pravoslavna cerkev. Katoličan ne more biti nacionalist, ker on ljubi vedno vsakega človeka, če rečem po domače, ker je to v našem jedru, v naših genih. Slovenskih genih je, da za razliko od drugih nazorov, ki so v Sloveniji bili zelo močni, celo dolga stoletja na oblasti, desetletja morda tudi zdaj, katerih jedro je pa sovraštvo. Oni morajo imeti sovražnika, da obstajajo. Mi pa ne rabimo sovražnikov, mi pa rabimo zdrav ponos, a ne, veš, tako da ko te pogleda, ga je sram, ker te sovraži. Ne me zdaj tako gledati, ker to je bil vprašanje za Jožeta. Mislim, da je tukaj... Kar bo ve, si znaš. Tukaj sem jaz prekratek, po domač povedan. Lejte, jaz sem tudi včasih bil tak, nekaj te mečke nego zajbava in si kakšne stvari ne preznaš, da pač nisi dosti dober v nečem, ne, jaz si to zdaj brez težave, tako da tukaj sem jaz premalo podkovan, da bi lahko to, manjka mi še veliko, da bom Jožeta ujel, no, tako da, če sploh daj. Bova drugega lovila, glede na razliko v letih, ki je med nama, ne. Ja.
Kako pomembni so nacionalni oziroma državni simboli in praznike za domoljubje? Zdaj, jaz sem sigurno en izmed tistih, ki te stvari tudi daj pozabim, pa me mora kdo opomniti. Nimam vseh datumov v glavi, daleč od tega, ampak po drugi strani imam pa vedno koga ob sebi, ki me na to spomne in hočem, da me spomne. Ne? In tudi jaz sam si zdaj kakšne stvari namenoma označim ali pa nekam zapišem, se pravi, kar se tiče praznikov in vsega ostalega. In zdaj, itak, ne, vsak ti lahko očita, ti se greš zdaj enega patriota tle, pa nekih datumov ne poznaš, ki so pa praznikov. Ne. Tako da tudi jaz lahko pašem v to kategorijo, ampak se mi zdi, da so to lahko eni taki, mislim, to so ene take pomembne stvari, ki jih moramo ohraniti, pa jih moramo slaviti, takrat, ki je mišljeno, da jih slavimo, ne da uvažamo recimo, mislim, ker to so zelo lepi prazniki, in če se res daš v tist mood teh praznikov, se imaš lahko lepo, pa pristno, slovensko, krščansko in tako naprej. Ne da si uvažamo tuje, ker se mi zdi, da tudi hočejo počasi ene tuje stvari pripeljati, ki so mogoče celo satanistične konec koncev, ker recimo ta Halloween, rečemo, rata postaja, pa tako je, ne, sploh za mlade, ful je super igrati na vaša čustva, ne, zabava, maske, akcija, ful je zanimiv, ne, lahko je to, ta Halloween, vem, da je lahko za mladega človeka dosti bolj zanimiv, kot kakšen tak star, suhoparen slovensk praznik, ne, tam je pa ful dober, ne, pa ven se gre, pa pač vse stvari, ki se dogajajo, se sami veste za Halloween, ne, ampak recimo, in na ta način se ta recimo Halloween, ne, to je kar naenkrat prišel v Evropo, jaz ne vem točno kdaj, ampak je počasi to začel paremati se, ne, in se mi zdi, ko sem enkrat poslušal en podcast, ki je govoril v smeri, ne, da bi ta Halloween čez čas, da bi počasi bil močnejši kot Božič, ne, pa te prazniki, se pravi, da bi bil močnejši in to je, in pač teh stvari se moramo čuvati in mislim, zdaj, če tam si da otrok gor neko masko, malo ok, ajde, ampak ne smem, jaz ne bi temu dajal preveč poudarka, ker se mi zdi dejansko zlo, ta stvar, tako da. V glavnem, jaz sem bil zelo vesel, ko so ob 30-letnici naše samostojnosti in demokracije naši škofje povabili vse župnike, da damo zastave v cerkev. To se mi zdi, da je bila ena tako spodbudna dejanje naših škofov, pa še zdaj nimajo vsi župniki po vseh cerkvah. Jaz sem vesel, da sem zdaj župnik v eni taki dolini, kjer približno vsaka tretja hiša ima zastavo pred hišo na fasadi. Skozi. Ko sem bil v prejšnji fari Polica pri Grosupljem, tam sem pa zastave šenkval. Vsak je dobil skoraj za rojstni dan ali pa sem šel na obisk, pa vedno za praznike in je bilo število zastav, ko sem šel po 6 letih z Police, bistveno večje. Bistveno večje. Drugače pa vprašanje nosi veliko elementov. Veste, pri nas ne cenimo simbolov nasploh, zastav, grba, himne. Ne cenimo niti simbolov, kot so, zdaj se ste malo zasmejali. Ne cenimo simbolov države, ker predsednik ali predsednica je simbol države. Pri nas je celo predsednica parlamenta, ker mi smo parlamentarna demokracija. Dejansko je pri nas skoraj večja vloga po našem pravnem redu vloga predsednika parlamenta, kakor ostalih. In to mi ne znamo. Se spomnim, ko smo šli v vojski, ko smo enkrat, to Triglav ladjo, ko smo šli v Rusijo, v Petersburg, krstiti pa blagosloviti, ki je bila pol tista velika zgodba v časopisih. In potem pridemo z letalom na Dunaju, logično je bilo, da sem jaz pa iz slovenske vojske, da smo bili v letalu v drugem razredu, ampak pa pridemo pa tja. Pridejo 3 ministri, pa načelnik generalštaba. Vsi smo sedeli na letališču v Münchnu, kot ena provinca. Predsednik države mu pripada določen status, predsednici parlamenta pripada določen status, ne samo odgovornost, mu pripada tudi visoka plača in ugodje. On se ne more voziti s katrco, pika. On se lahko popoldne vozi s katrco, varnostniki pa tečejo za njim, če jim paše. Ampak kadarkoli gre kot predsednik države, mora iti tako, da se ve, da je prišel predsednik države.
In zato ga vedno pričaka častna straža. Samo tako, da boste razumeli. Ne? Jaz zagovarjam, da se tem simbolnim položajem v državi da veliko plačo. Predsedniku države, parlamenta in nosilcem teh, kako bi rekel, institucij, ki skrbijo za varnost države. To se pravi obrambni minister, notranji minister pa pravosodje. To mora biti špica. To so državotvorne zgodbe. In tle ne bi smeli šparati. Plača 20 jurjev, zahtevati pa od njega, da dela za 40 jurjev. A razumete? Ne more priti takole z avtobusom. Moramo gledati, kako stvari tečejo na mednarodni ravni. In ta simbol je zelo pomemben. Zdaj bom povedal primer, navkljub temu, da bom vzel nekaj časa. Ko sem bil jaz na prvi konferenci vojaških duhovnikov leta 2000 v Ženevi, to je tako malo za moje faranke, pa farani že vejo to zgodbo, če niso pozabili, ne? Se niso samo od zgoraj, so tudi od spodaj, moraš to tam gledati. Pridem tja, ne, takrat so mi hitro dali, par mesecev sem bil gor, so mi dali uniformo, takrat sem bil še bolj postavena, ne, pa leta nazaj, tisto konfekcijsko številko 52 in mi dajo srebrne podpolkovniške čine in grem na vlak in grem v Ženevo na konferenco vojaških škofov in glavnih kaplanov Zveze NATO in Partnerstva za mir. In pač to, kar so mi dali, sem šel in pridem tja, pol iz sobe dol, tam je bil v lobiju, hotel s 5 zvezdami, prvič sem bil v taki nobel zadevi in tam se hitro ujamem z angleškim pa kanadskim glavnim kaplanom in potem pride takole po stopnicah dol v lobije, ne, to velika v hotelu, to veliko, ko bi rekel, hodnika, ne, sprejemnico, črn si bil. Mornariški uniformi, se pravi kontrasta, ne, bela uniforma pa črn obraz, pa roke. Pride dol, tlele imel medalj, vsaj enih 15 centi, admiral. In pride, ne pozdravi, pa po mene vpraša, kdo pa si ti? Pa jaz pa rečem, jaz sem pa ta, jaz tam pa tam, pa on pravi za tipično za Američana, kje pa je Slovenija? Jaz rečem, to je pa država, ki je nastala, to je edinkrat, ko sem tako predstavljal svojo državo. Ta prvo sem rekel, ki je med Hrvaško, Madžarsko, Avstrijo in Italijo še vedno ni znal, pa admiral, postaviti Slovenijo v kontekst. Pa mu pa rečem, to je pa najbolj severna država bivše Jugoslavije. In on me po moje v glavi povezal z vojno v Bosni, z vojno na Kosovem, z Miloševičem, ne vem, če ki poznate te stvari, a ne, približno. No, naslednje leto je pa proces drugačen. Smo bili po Štrasburu na isti konferenci in situacija je čisto podobna. Pride ta admiral ameriški tako dol, on je bil glavni kaplan kopenske vojske, ker glavni kaplan ima praviloma en čin nižje, kot je vrhovni poveljnik, a ne, če govorimo o glavnem, a ne. Za kopensko vojsko je pač, če general s 3 zvezdami je, glavni kaplan ima 2 zvezdi, a ne. No in pride tja in se spet pozdravimo, približno ista ekipa je bila, jaz sem imel pa že takrat uniformo po meri narejeno, tukaj poleg našitka znaka Slovenske vojske sem imel gor še na drugi rami našitek generalštab, potem našitek veteran, potem pa tle našitek, oziroma tako mi rečemo tretje jajce, ne, to se pravi, to položajno oznako, ki pove, kaj delaš, ne. Gore pa je številka 745, knjiga pa križ. Se pravi 745 krst gora zdaj Hotimirja, v Karantani je približno, ne. Knjiga Svetopismo pa pismenstvo, križ pa tako vemo, no. In pride dol in on me, pa takrat sem že kot udeleženec v vojni za Slovenijo dobil spominsko medaljo, ne. Tako da sem imel eno medaljo, v Američanih je imel še zmeren tokle teh nadomestnih trakov. No in pride dol in se pozdravimo, pa po meni gleda. Odkule gleda, po eni strani, po drugi strani in ta prvo me vpraša, oče, kaj pa tu pomeni napis veteran? Mu rečem, tu pa pomeni, da sem udeleženec v vojni za samostojno Slovenijo. In veste, kaj on takrat naredi? Stopi 2 koraka nazaj in salutira. In reče, oče, čestitam. Če si ameriški vojak, kaj želi, je to, da bi se boril v vojni za samostojno Ameriko. Ali pa kjerkoli po svetu branil ameriške interese.
In to je povedal so vzami v očeh. Spusti roko, potem poprašati še to za to številko. Pa to oznako, ne, 745, pa se rečem, to je pa glih tako, da meni na gas pritisne, veš, tako na plin, no, se reče slovensko. Profesorce slovenščine, se opravičujem. Tako da me na plin pritisne, ne. Jaz pa rečem, ja, ne veš, to smo imeli, pa takrat smo imeli mi pa svojo državo. Se imenovala Karantanija. Približno tega leta sta naša dva kneza Gorazd in Hotimir prijela krščansko vero. In po zgodovinskih pojmovanjih se smatra, ko poglavar vstopi, a ne, je narod, a ne, tako po domače, skrajšujem. Jaz rečem, pa še preko Francozov ste vi sprejeli nekatere prvine to. Vaši očetje so to sprejeli noter. Kakor je prej sem imel občutek, da on raste prvo srečanje, pa da sem jaz takole majhen ratoval, je pa zdaj bilo občutek, da je pa tako ratovalo. Saj sem bil drugače večji po postavi od njega, ne, ampak tako. Pa še rečem, ja, to je pa, mi smo imeli pa kot 12 ali 13 narod na svetu prevedeno svetopismo v svoj jezik. Po 10. stoletju, če že naprej, imamo v svojem jeziku zapisano znanstveno govorico, smo rekel, bližinski spomeniki. To je znanstvena teološka govorica, vsaj 10. stoletje, če ni starejše, verjetno, če bi bilo Nemci ali pa Italijani, bi rekli, da je iz 5. stoletja, ker je pa slovenska pa z 10. Ne? Rečem a veste, kaj se je zgodilo? Od takrat naprej sem bil jaz enakopraven z njimi. Z Američani, z Nemci, s Kanačani, ker so videli, kdo sem, so videli, da sem ponosen, da me ni sram, da vem, komu pripadam in da vem, komu živim. In tako gre z narodno pripadnostjo, z versko pripadnostjo in tudi s simboli. Vsemi. In Slovenci bomo morali na tem področju narediti velik korak. Nič hurga, če je predpis, da imate lahko samo en dan pa pol pred praznikom ali kuk je zastavo. Komot imate celo leto obešeno. Je pa treba prav imeti obešeno. Če pa ne poznate, bejte na Heraldika Slovenika, ne, tam piše, med drugim recimo. To sem še hotel dodati. Veste, kaj pa mene razdraži? To me pa razdraži, ko gledam nas Slovence, ko imamo dan državnosti, to je eden večjih praznikov, 25. julija, ne? Dajte, no, junija je pri vas, no tudi pri nas, sem viden, malo preverjamo. Jaz bi sicer še praznik uvedel 26. oktobra, ko je zadnji jugoslovanski vojak odšel iz Slovenije, to je pa dan suverenosti, takrat je bilo pa uradno konc. Mimogrede, vojna v Sloveniji je trajala kar par mesecev, oboroženi spopadi so trajali pa 10 dni, ne? Ker če bi drugače gledali na drugo svetovno vojno, samo za čas, ko so bile bitke na Slovenskem, bi vojna trajala samo 3-4 mesece, ker glavni so bežali, pa se med seboj pokali, ne pa bil mir. Pa so atentate delali. Vojna je celotno obdobje žal, ne? Ko je napetost, tudi če ni oboroženih spopadov. In ko odide zadnji vojak, je torej kapitulacija, če rečemo po domače, takrat je konc vojne. No, in kaj se zgodi 25. junija? Večina Slovencev gre praznovati dan samostojnosti na Hrvaško. A razumete to logiko? Namesto da bi praznovali doma, si Hrvati so veseli, da dol denar zagonite, pa z njimi se veselite hrvaške samostojnosti. Ja, pa kva pol, če konč šole je bilo takrat, en dan prej? Takrat in država isto, ne, osrednjo proslavo imamo 3-4 dni prej. Osrednja proslava je na praznik, ne, drugače isto, kot bi mi Božič namesto 25. imeli polnočnico 22., ker vi bi šli 25. na Azur, ne vem, na Maldive. A ni isto? Ne mi reči, da sem država kriva, vse država je to, kar smo mi, ne, tu pa volimo. Kakšen pa je krščanski pogled na vojsko? Kako se to kaže v realnosti? Ali vojskovanje sledi krščanskim načelom? Krščanski pogled na vojsko, jaz točno ne vem, kakšen je, ker zdaj ne zastopim, kdo zdaj predstavlja ta krščanski pogled. Recimo Sveti Avguštin, ki je govoril o prejšnji vojni. To bo Jožo. Ni še vsega preštudiral, počak še. Ja. Kot prvo, pač jaz sem ponosen, mislim, zdaj Slovenci verjetno nismo bili, ali pa tudi so bili udeleženi, ampak recimo križarske vojne, vsi te križarski pohodi, jaz sem na te stvari ponosen. Mene to
Mislim, mene to motivira. To, če si fant, če hočeš iti v vojsko, ti recimo gledaš neke zgodovinske junake pa heroje in križarji to zame so bili. Verjetno so naredili veliko slabega, ampak se tudi ni ta drugi. Vsi delajo slabo, pa še zdaj se slabo dogaja. Pa vsi oni, ki vam zdaj govorijo, da so bili križarji slabi, oni tudi delajo slabo. Skratka, pobijanje je konstantno v naši zgodovini in tudi zdaj poteka. Sem da je to lepo zapakiran, da se večina ljudi tega ne zaveda in mislimo, da živimo v eni Maurici, a ne, sem to ne drži. Tako da jaz, če bi že v tistih časih, upam, da bi imel v hlačah, da bi tudi bil križar. Tako pač to je. A ne. Pa sem to probal zdaj tle biti, kakor sem pač lahko. A ne. Žal premalo, ampak v glavnem, tako da ja, skozi so bili, ta moj pogled, pa to, kar jaz vem, skozi so bili krščanski bojevniki. Pa se moramo zase postaviti, če nam dokaj slabega hoče. Se ne moramo kar pustiti, da pridejo sem, pa nam nekdo vse požge, pobije, posil, otroke odpele, mislim, en se mora upreti. In zdaj, ker sem tudi jaz sam to doživel, ta katoliška mladina pa vse skup, ki je bil tak halo okoli tega, pa pustimo, tukaj se je šlo za tak malo daljši team building, ki bi se fajn imeli skupaj tam spali, kaj spekli, pa malo se zafrkali, no, da bom tako rekel, ampak ker je kar ratal, da moramo biti vsi mislim, da se ne smemo se zase postaviti, a moramo biti šibki. Jaz ne zagovarjam nasilja, daleč od tega, jaz bi ne reči, da je mir, ampak se bom pa zase postavil, pa za ljudi, ki jih imam rad. In zdaj, pač tako je, ne, lih tisti, ki sekajo po takih ljudeh, ki pravijo, ne, kristjan pa nasilje, te ljudje, ki to govorijo, pol pričakujejo lih od takih ljudi, kot sem jaz, pa še kdo drug, da se pa za njih postavimo, kot treba. Mislim, ki je tle zdaj logika, ne? Ker te ljudje šibki se sami ne morejo braniti in morajo obstajati malo barabe, dobre barabe, tako, ne? Ker tudi včasih malo baraba, može biti poštena baraba, kad se temu reče, taki ljudje so oni, ki naredijo, ki opravijo svoj posel, tako pač je. A ne? Tako da je pa še druga stvar, ne? Se pravi orožje, vojne pa to. Ker prvo orožje je, konc koncev, to je šport, jaz strejam za šport, ko nekdo gre na igrišče igrati fuzbal ali pa košarko, jaz na strelišče pa streljam, ker je fajn, ker je zabavn in jaz vam garantiram tlele, razen če ima kdo res ful proti orožju, pa še temu bi bilo fajn, ker je zabavn, a ne? 100%, ker tak je zmer odziv, pa ne glede, a si fant ali punca ali kakorkoli, vsak mu je to fajn dela, sploh s ta pravim orožjem, ne? In ja, in zdaj jaz razumem, kako Jezus pravi, da moraš nastaviti še drugo lice, jaz si sam to predstavljam bolj v smislu, ne, če me nekdo žal, pa čez mene grdo govori, pa podobne zadeve, ne, da bom jaz pa probal nazaj s prijaznostjo odgovoriti, ne, se pravi, če on, ne vem, men tirman premakne tam na zemlji, bom pa jaz njemu pred vrata, bom dal pa kaj, se eno buteljko vina. Pač, hočem tako reči, v tem smislu jaz to tako gledam, ne, zdaj, če pa nekdo hoče moje otroke odpeljati, takrat pa pač tega ne bom dovolil, pa mislim, da tudi Jože, ne vem, se to verjetno bolj vi veste, ampak po mojem Jezus ne bi hotel, da jaz to pustim, da se zgodi. Tudi jaz ne bi, če bi otroke, ja. No, saj jaz jih nijam, ne. Še. Še. Ja. A ni bil še drug del vprašanja, a sem jaz kaj? Sta se zgubila, ne? Ja, če vojskovanje sledi krščanskim načelom. Jaz bi rekel, da vse te vojne, ki se dogajajo v modernem času, da ne sledijo krščanskim načelom, zato ker so pač se dogajajo zaradi neke koristi, naravnih virov, pač v bistvu denarja, pa moči, pa oblasti in vseh teh zadev. Tako da nažalost vse vojne, jaz ne poznam trenutno, da bi bila kakšna vojna zdaj, da bi bila pravična, pa da bi sledila krščanskim načelom. Žal so razlogi zelo slabi, tako da v bistvu ne. Moje mnenje. A lahko še jaz par besed, ne? Zdaj, star pregovor je, za nekatere poklice je fajn, da so pa, da nič ne delajo. To je zdravnik, vojak in policaj. Pa pogrebce bi šel zdravo dala, ne? Ampak žal vsi delajo, ne? Zdravniki delate, če ni policistov zavarovane notranje varnosti v njih uniforme in drugih svet ponori, ne, sam kriminal, se veste, človek je neskončno nagnen k samemu sebi, ne samo proti večnosti in začenja živeti samo zase, ne, za korist. To je ena stvar. Druga stvar, ki je zelo pomembna, cerkev uči tole.
drugi Vatikanski koncil. Dokler bo obstajalo človeštvo, bo obstajala realna nevarnost za vojno. Se strinjamo. Lahko mi sanjamo, da bi živeli v pravičnem miru in moramo za njega delati, ampak žal obstaja resnična nevarnost za vojno. Kar pogledajte, kako je bilo fajn v Evropi. 30 let smo imeli mir, skoraj. Kot tisto, kar se je zgodilo 2004 v Ukrajini, sploh mi nismo zaznali kot vojno, ko so anektirali Krim. Ampak okupirali so en del suverene države, ki je ista država priznala v meji in ga priključila svoji državi. To je vojna napoved, bila skozi zgodovino. Cerkev je pa skupaj še z drugimi razvila v zgodovini, pa nimamo časa razlagati teorijo pravične vojne. Svet Avguštin je bil eden velikih mož, in potem so govorili tudi, se pravi, o pravilih vojevanja. In potem zlasti v 19. in 20. stoletju, potem po teh groznih vojnah, kako bi rekel, ko je začela v Evropi na političnem in upravnem področju prevladovati ideologija brez Boga in se je zraven še razvijala znanost in so se sredstva množičnega uničevanja, kot se reče temu, orožje je začelo dlje nositi, po domače. Plini so bili, nastale so metalci raketa, razumete, to je vse povečalo, in žal se je sorazmerno s temi povečalo tudi število civilnih žrtev med vojnami. Če je bilo še v prvi svetovni vojni več vojakov žrtev kot civilistov, je od takrat naprej, zlasti z nastopom komunizma, v vseh vojnah bilo bistveno večje število civilistov, ki je padlo, se pravi nedolžnih ljudi. In danes so številke, mislim, da okrog 1:20 ali nekaj takega. Tudi kaj se dogaja v Rusiji, v Ukrajini, ne bomo izvedeli, dokler ne bo konec vojne, pa še takrat nekoliko dejansko civilnih žrtev, pa koliko je vojaških. In recimo mednarodno pravo, ženevske konference jasno govorijo, kakšne so pravila bojevanja. In zato slišite včasih kršijo mednarodno vojno in humanitarno pravo, pa ne vem, seveda, ker govori zgolj o vojski in pravicah tistih, ki niso, se pravi, vojskojočih se strani, kako ne sovražnika ne smeš uničevati praviloma, ampak onesposobiti, kakšne so pravice tistih, ki padejo v ujetništvo, kakšen je status vojnih ujetnikov, kakšen je status medicinskega in verskega osebja, ko je v vojni so ujetniki, kakšen je status verskega in medicinskega osebja v času spopadov, vse je opredeljeno, ampak žal se tega ne drži. In če dalje manj se tega drži. Se tega držimo. Drugače pa veste, Jezus, ko je rekel, tu moram pa že malo dopolniti njegovo interpretacijo, kot te kdo udari po levem, mu daj še desno lice nažgi. To je en dober vic, ki je bil resnično se zgodil, Janez Evangelist, ki ga je izpeljal. Ne vem, če si ga, Luka, že slišal, naši pa bi ga morali, moji mladinci. Poznate Janeza Evangelista Kreka, ste slišali za njega, če ne vprašate profesorja za božjo voljo. On je bil sicer precej velik človek, predvsem pa tudi močan, očitno je dobro jedel. Jaz imam 105 kg, pa jih mi ni videti, on jih je imel pa verjetno okrog 140. In že takrat so bila v 19. stoletju nasprotja med klerikalci in liberalci. To so stare zgodbe na Slovenskem, pa to druge. Ampak druge so jih prerasli, pri nas jih pa še umetno gojijo. In je šel nekega dne z vlakom iz Ljubljane v Trst na neko srečanje, Janez Evangelist Krek, in tam v Borovnici na tisti počasi sopihajoči vlak gor proti Logatcu, ne bom imenoval mostov, ki so zelo zanimivi iz tistega časa, pa iz druge svetovne vojne. No in pride gor do njega en mlad fantič, zagnan liberalc, in ga zagleda, on je bil obrit, je bil vedno menda po glavi, pa takrat so duhovniki vedno nosili kolar, ta visok, takole. In sedi tam, ker je imel krepak, je pač sedel malo več kot čez en sedež. Sedeži so bili pa take, da so bili deske, se veste, deske pa za dva normalna sta sedela, za en je bilo pa že malo premalo prostora, če bi en krepak. No in pride gor in pravi, vi klerikalci, ta črni, vi zajedavci slovenskega naroda, lejte, kakšni ste debeluhi, samo govorite, kaj moramo ljudje delati, v bistvu ste pa zajedavci, poglej, kakšni se ti špek še sedi od juzne po ustih dol.
In Janez Evangelist mu mirno reče, ja, to je pač tvoja interpretacija, se vidiš, da človek vedno razume in pa še nekaj teče debata. Ne? In tega liberalca, ki je pričakoval, da bo Janez Evangelist očitno odreagiral v njegovem stilu, da ga bo verbalno napadal z isto frekvenco, mu tako prekuri, da Janeza Evangelista vžge na eno stran, na eno lice. Pa še nekaj teče naprej, pa pravi, poglej, tudi zdaj, ne, v Svetem pismu piše, ko te kdo udari po levem licu, nastav še desnega. Pa Janez Evangelist mirno pravi, ja pa me daj še na drugi, ne? In on ga vžge na drugo lice. In kaj Janez Evangelist takrat naredi? Odpre okno, njega prime za vrat in zahlače, ker je bil mečken pa kumor in ga vrže skozi okno. Ni bilo nobene škode, ker je vlak šel počasi v tisti klanc. Ne? In vmes, ko ga je vrgel, je rekel, no, zdaj se pa evangelij končal. A je še odvisno. Življenje niso pravljica. Ne? Večina življenjskih stvari se zgodi s trpljenjem. To sem včeraj pri Maši tudi mimogrede govoril. Lejte, rojstvo človeka se zgodi z naporom. Ne? To mame dobro veste. Ko ste zaljubljeni, takrat je zelo prijetno. Tudi ko se poročite, če ste pametni, se boste čim prej poročili, ker železo se kuje, ko je vroče. Ne? In takrat, ko je frišno, ne pol staro zarjavelo. To pravcajte, treba te stvari delati. In bolj pa, ko stopiš v zakon, s časoma pa zahteva ogromno napora. Ne? Zato tudi Pavel v pismu Korinčanom 13 pri hvalnici ne reče najprej v prvi besedi, ljubezen je nekaj lepega, romantičnega, mehurčki, balončki, ne vem kaj še vse. A kaj pravi on prva beseda? Ljubezen je potrpežljiva. To je resnično življenje. Iz tega sveta tudi ne gremo lahko. Človek je torej, kristjan je vedno usitran, ušmoren tega sveta, ne? In znotraj tega moramo narediti, opraviti svoje poslanstvo, čim bolj v skladu z našimi krščanskimi načeli. Veste, mi lahko na načelni ravni absolutno govorimo, da zagovarjamo mir in uno. Če boš pa prišel do te situacije, ko je on omenil, ko bodo pa prišli tam in bodo hoteli tvojo ženo ubiti, pa jo posiliti, pa tvojo 12 let staro hčerko posiljujejo. A ti boš pa gledal, ali kaj? Razumete? Konkretne stvari, zato je fajn živeti znotraj, vedeti, kaj moramo narediti, ne hrepeneti po idealih, ampak živeti v konkretnem svetu. V konkretnem svetu ima pa to obličje, a ne, naše teorije, zelo drugačno težo. Ne? Tako kot eden, ki je tle v Šentvidu doma, vsi hodite v šolo. Ne? Eden je v Šentvidu doma, eden je po Poljanski dolini, eden pa morda na Koroškem. Vsi pa hodite v šolo, ampak njegova pot iz onih dveh, pa večina je bistveno drugačna do šole. In je bistveno večji napor in strošek, ne? Zaprav, konkretno obličje in življenje vsakega človeka je pa čist drugačno. In živeti v tem svetu, kristjan je zasidren v svetu, veste, krščanstvo je taka lepa religija. Mi smo tako materialistični do te kapa, ne? Verujemo v to, da bo naše telo, sleherni atom našega telesa bo nekoč v nebesih. In hkrati tako duhovno, da verjamemo, da je Bog čista ljubezen. Popolna nesebičnost. Nič sebe, samo ljubezen. Župnik se z leti malo deformira, veš, pa ne zna nekaj, ne? Zakaj država potrebuje vojsko? Kakšen je odnos do vojske v Sloveniji in ali bi uvedli obvezen vojaški rok? Se pravi, kakšen je odnos države do vojske, pa če bi se, moram mečken sem, ja. Zdaj, se mi zdi, da je odnos javnosti, da je do vojske, da je dokaj slab, no, ampak se mi zdi spet tako, ne vem, doskrat vidite po televiziji, ki se kaj od vojske govori, ponad predstavijo kakšne bedarije, ki so se zgodile, vsi te čudni nakupi opreme, izkoristili bojo, ne vem, nekdo se je z nekim vojaškim vozilom mogoče zvrnil na terenu, ne, bojo tako stvar dali bo to takoj po medijih in pol vidimo komentarje ljudi, ne, taki nas branijo, pa tako naprej, pač zvrne se lahko vsak z avtom, ne, če se tale, kaj že,
pek, če se z avtom zvrne, ker kruh nekam pele, to ni na 24 ur, ne, medtem, ker tam pa če pa to za vojsko, pa takoj objavijo. Ne, in meni se zdi, da v bistvu država hoče na nek način, da je vojska ločena od ljudi, oziroma te poklici, policija pa vojska, da mi nismo povezani skup, ne, se pravi, da ima lahko politika vojsko pa policijo zase, če je treba jih pač uporabiti, dajmo reči mogoče proti ljudem, da jih pač zaščitijo. Ker če pa mi vsi skupaj držimo, pa imamo enega kretena na oblasti, jaz se ne bom za njega boril, tako kot se tudi zdaj ne bi, absolutno, da ne, za te ljudi. Pa vem, Jože ima čisto prav, ki pravi, kaj pripada vsem tem funkcijam predsedniški. Jaz se tudi strinjam, ne, da predsednica, ki je bilo zadnjič, ki je šla, kam se je peljala, na Triglav ali kam je šla s helikopterjem, lahko se pele, ker je predsednica države. Brez problema se lahko pele, ampak spet se najdejo ljudje, ki so pametni, ne. Ampak te ljudje ponovadi dlje, kot od unga kavča svojega niso prišli, pa od unga six-packa, ki ga imajo v hladilniku. Tako da jaz bi ful rajši videl, da bi se delala pozitivna reklama za našo vojsko, ker naša vojska je v bistvu zelo dobra. Zdaj, ni več to tako, kot je bilo včasih, JLA, to je zdaj čist drug sistem, zdaj je to profesionalen sistem, ki se dela čist drugače, kot se je delalo včasih. Večina ljudi ima predstavo še, kako je bilo včasih in to probajo zdaj sem prenašati. Ne. In koliko ljudi vidim, ne, reče, to so te naši taborniki pa tako naprej, pa ni tako. Ker se ti primerjaš s tujci, smo v bistvu, bi lahko rekel, med najboljšimi, 100%, zato ker Slovenci smo mehni in zato ker smo mehni, moramo več stvari znati, moramo biti bolj razgledani, ker en Američan, oni se imajo itak, da se imajo za ta glavne, in imajo toliko vsega in tam je za vsak specifično neko delo, en pač tisto stvar počne, ti moraš biti pa multipraktik, pa bolj smo izobraženi od njih, pa slovenski sam po sebi je dosti bolj, ne vem, kaj bi temu rekel, nismo še taki softiči, kot v teh velikih demokracijah, tako pač je, ne, znamo delati z rokami, znamo kaj sami narediti in to se vse prenese noter v vojsko in so ljudje dosti bolj trdni, kot je v tujini, kot kakšni Italijani, pa Španci, jaz itak te nacije so bili zmer, pa ne sam, da sem jaz tako od njih mislil, s komarkoli sem bil, smo se zmeri z Italijanov pa Špancov norca delali, pa niso vsi slabi, pa niso vsi softiči, če tako rečem malo grdo, ampak so pa bolj tak narod, ne, ki bi oni skozi te sieste imeli pa neki položaj, kakšna siesta, gremo zdaj ven delati, tako da jaz bi ful rajš videl, da bi se to našo vojsko reklamiralo na tak spodoben način, kot se zagre. Daj posnemte, kako se tam, kako se dela, kako se strela, kako se razbija, kako se skače dol z helikopterja, z aviona, mislim, pokažite to navzven, da bo narod ponosen na to svojo vojsko, ki ima, ki ni, nažalost. Je pa tudi res, da vojska more biti, ker je tudi se pravi, lahko pomaga pri notranjih zadevah, ki se v državi zgodijo, ne bojo to naravne nesreče, ne bo to karkoli, in spet se jo tukaj premalo uporabne, ker kadarkoli so kakšne poplave, pol je zmer ta borba med službami, ne, ker civilna zaščita je ponavadi tista prva, ki ukrepa, ki se kaj zgodi. In zdaj valjda ne bojo oni takoj prosili za pomoč vojsko, ker to bo pol sam pomenil, se v bistvu vi sploh ne morete svojega posla opraviti. In vsak hoče ta svoj vrtiček imeti pod kontrolo. Jaz bi vojsko takoj aktiviral, ker so požari, pa ker so poplave. Takoj bi jih, zato ker bi se dal več narediti. Tudi, ker je bilo varovanje meje, koliko je to bilo narobe predstavljeno, zdaj vi ste sicer premladi, takrat, ko je bilo 2015, ste bili stari, ne vem, kaj bi zdaj rekel, 5 let, ali koliko? Tle nekje, Pa pol. Ja, 5 pa pol. Glavnem, jaz bi, spero, ker so migracije bile, ker so začele 2015, vojsko bilo dal na mejo, da bi res kontrolirali, zdaj itak ni bil namen, da se mejo zapre, ker namen je, da si vozimo milijone in milijone ljudi, zato da se Evropa uniči, tako pač je. Zdaj vsak levičar bi se že drl name, sam ni neka znanstvena fantastika, če tale Avstralec mi razlaga, slab milijon ljudi na leto pripelje v Avstralijo, mislim, če ni to namen, da se jih zamenja, kaj je drug namen, jaz ga ne razumem. V glavnem, in potem, bom rekel tako, takrat, in vojska bi mogla dobiti pooblastila, da če zajame skupino migrantov, ki nelegalno prečkajo mejo, jih lahko ti zaustaviš, jih ukleneš, pa jih pač odpeleš, kamor jih moraš odpeljati v nek migracijski center. Ampak to se je takrat predstavljalo tle v državi, da bo
klasične te leve stranke, represija nad državljani, državni udar, pa ne vem kaj še vse, Janša bo zdaj vojsko uporabil, da bo ne vem kaj počel tle po Ljubljani, vojaki bojo patrolirali po Ljubljani, identificirali ljudi, ne vem kaj še vse, mislim. In pol, seveda, ljudje to gledajo, 24 ur TV1, iz tam večina ljudi zdaj dobi, si ustvarja svoje mnenje in to pač ljudje verjamejo, čeprav ni bil tak razlog. Tako da jaz takrat definitivno bi, mislim, jaz svojega mnenja niti nam povedal, kaj bi jaz vse delal, pa kako bi se jaz to šel, ker jaz bi iz Slovenije naredil en mini Izrael tlele, ampak v smislu vojaške moči, usposobljenosti in vsega skupaj, to hočem reči. Kako je bil še drug del? A bi uvedel vojaški rok obvezen? Itak. Jaz bi ga uvedel kar takole, že v gimnazijo. Ne, mogoče za par tednov sam, ampak, a veste, tako je, tiste 3 mesece, samo hit zaključil, tiste 3 mesece, ki greš, ni sam, da se ti neki mataš, ampak se imaš v bistvu full dobro. Dobiš enkepenih kolegov, zajebancija je, včasih greš ven, ker ne bi smel iti, včasih greš mogoče na en pir po domač povem, pa greš čez ograjo noter, pač toliko enih spominov ti ostane, full enih prijateljstv, mislim tako, pač dober je. Sploh ni toliko v temu, da te naučijo zlagati cujne, mene niso nič naučili. Jaz sem tist spalamudil, toliko, da je izgledalo lepo, jaz še zdaj ne znam lepo cujn zložiti, ker mi to nikom ni bilo toliko pomembno, bo to že ženska naredila. Ki jo nimaš. Ki jo še nimaš. Mislim, ja. Ko bo? Kakšna je že bila, ampak. Ja. V glavnem, in je poleg tega je pa tako, da vsak, ki gre tja, naučiš se delati z ljudmi, naučiš se delati v skupini, spoštovanje en do drugega, itak tudi red pa disciplina, pa konc koncev prideš v stik z enimi stvarmi, ki mogoče pokasneje v življenju ne boš. To, da si zunaj, da zunaj spiš, ne vem, da delaš z orožjem, pa tudi ni nujno, da bi vsak mogel iti po tej vojaški poti, lahko bi tudi kakšna ženska, kakšna punca, ok, greš pa 3 mesece pomagati nekam v nek zdravstven dom, v bolnico, v dom za ostarele, mogoče gre nekaj gasilcem, kakorkoli že, ampak jaz bi to absolutno obdržal, te 3 mesece, ker vam garantiram, da bi se imeli sam fajn na življenja. Življenje se vam bo pa pol tako še zgodil, ker jaz verjamem, da boste dosti več cajta vi, no upam, da ne, ampak ljudje, dosti ljudi, enega cajta stran vrže, verjetno več kot tiste 3 mesece, tako da jaz mislim, da bi bilo to dobro, da bi imeli. Kakšno je realno stanje v Slovenski vojski? Kako jo vidijo zavezniki v NATO? Jaz sem zdaj bolj frišen, pa mogoče tudi, veste, tukaj je problem teh visokih činov, tako kot gospod Jože, ki zgubijo malo realno sliko, kaj se dol spodaj pri nas dogaja. Čakaj, sem jaz zgubil realno sliko, kaj? Tako je pri teh višjih činih, ki so tam po generalštabu, zdaj sem mečken se heco, no. Ampak to je bil res hec. Mislim, stanje je slabo, zato ker, glejte, sej, tako kot prej, ko sva se pogovarjala tamle na hitro, ker sem vprašal, koliko je vsako leto posvečenih župnikov, a se tako reče? Duhovnikov, se pravičujem. V glavnem, ja, tam pada številka zelo in isto je v vojski, in isto je v policiji, pa v zdravstvu, pa v takih poklicih, ker če gre družba po zlu, če gre družba v neko to soft, woke zadevo, kjer vsi mislijo, da morajo vse dobiti, pa imeti, pa se noben ni pripravljen truditi. Se pravi, če je družba taka, pol tudi v vojsko mi ne bomo ljudi dobili, pa tisti, ki bojo prišli, se ne vsi, bojo bili zelo taki, niso navajeni delati, ne razumejo koncepta, da se moraš ti truditi, pa odrekati leta in leta in leta, da boš nekaj dosegel. Ti, če hočeš biti ta glavn v eni stvari, boš mogel 10 let v to vložiti, da boš ratal ta glavn. Hočem reči, tako kot v športu, tako kot bilo kje. Zdaj bi bili pa vsi neki influencerji, sicer to sem tudi jaz zdaj mogoče mečkal, ampak ajde, jaz vam podlago še vsem dobro, da me ta stvar čist ne pokvar. Ampak, zdaj sem se sam zgubil. Ja, stanje je slabo, ogromno je odhodov, ogromno ljudi gre ven. Problem je tudi, ker se začne zgubljati tradicija, pa standardi padajo. Jaz, ker sem bil star 21 let, sem hotel iti v neko enoto, ki ima neko spoštovanje, pa ker vem, da je to neka, nam temu rekel, elitna enota, ampak ker jaz bi tudi to rad bil. In to pri nas nekako ta tradicija zamera, pa standardi se spuščajo. In ker ti vidiš, da lahko kar vsak pride noter, jaz kar zgubim pol interes za tak šiht, ker jaz bi rad nekaj več dosegel, pa nekaj več dal. In tudi širjenje tega feminizma znotraj vojske. Punce so lahko v vojski, je ogromno poslov, ki jih lahko opravljajo,
samo vse pa ne. Ženske ne morejo biti v bojnih enotah, nikakor ne, ker pač smo fizično drugače narejeni. Pa jaz se pravim, nočem biti le diskriminatoren, sam toliko težav prinese to za sabo, a ne? Kaj šele, da bi bili kakšni drugi spoli, ker vemo, da zdaj tudi obstajajo. A ne? Ja, in če se vojska liberalizira, ja, to ne more nič dobrega pripeljati. In jaz sem prav gotovo zdaj, da če bi mi hoteli to nazaj spraviti, bi mogel vse skupaj resetirati, zapreti, pa postaviti spet nazaj standarde, neke konkretne, kot so bili 20-30 let nazaj in od tistega ne več odstopati. Ker to je tisto, kar tebe privlači, ko priješ not. Jaz sem vedel, ko sem prišel v vojsko, da bom, ne, da me bojo levo desno predstavljali, da ne bom imel besede in da se bom mogel truditi, preden bom jaz nek status noter dosegel. Pa so pa tle še vsi zgrešeni nakupi, ker je vedno pranje, a pa verjetno ne vedno, ampak doskrat neko pranje denarja, odločajo se ljudje, ki niso strokovnjaki na svojem področju. Minister za obrambo ne more biti nekdo, ki ima ne vem katero izobrazbo, pa je čisto iz enega drugega poklica. Ne moreš ti biti minister za obrambo, jaz bilo bi minister za obrambo, čez enih 10 let. Sam vprašanje, kdo bi bil s svojimi ekstremnimi temi zadevami. Ampak ja, hočem reči, da ja, ne, ampak očitno te funkcije se kar tako potalajo, se zdaj bomo mi pa na oblasti, dej se bomo tebe, tja veš pa boš tam. Tako se očitno to dela. Ne. In tudi potem, bom rekel tako, karierizem, jaz sem zato šel ven z vojske, ker meni je za kariero vse, jaz bi rad, da se dela, jaz, če sem v vojski, pol pričakujem, da bom vojaški posel opravljal, v vojski je ogromno birokracije, preveč, jaz sem bil v specialni enoti, moj ta glavni job je bil pa od vseh nas, da smo na računalniku gor tipkali cele dneve. Tudi tako je že to ratalo. In si rečeš, čakaj, jaz bi mogel zdaj eksplozivna vrata dajati, nam kakšne grde besede dal, raznest, ali kak bi temu rekel, in pač jaz sem za to prišel. Meni to dogaja, ne da se vozim 3 ure v eno smer dol v Kočevsko reko, je tam sedim v sobi pol. In ko to na glas poveš, si spet kar naenkrat problem. In zato zdaj na vseh teh podcastih, pa vem, da mogoče ni najboljš, no, ampak se kar mečkam spravim na vse te ljudi, ki delajo gor na generalštabu, toliko let frustracij, ki smo jih vsi mi doživljali, ki smo gledali gor te karieriste, ki so si talali te čine, pa medalje, pa vse skup, ki je nekdo knjižnico obnovil, pa je dobil medaljo, zato ne dobiš medalje. Pač. Tako da ne bom spet, ker mene tle pol kar hiter, veš, bom se zadržal. V glavnem stanje je slabo, pa jaz dvomim, da se bo popravil, ker kar slišim od kolegov je, da je skozi slabš. Ga bom rešil, pravijo, to je vojaški pregovor. Medalja pa metek nikoli ne zadeneta ta pravga. Drugače pa si predstavljate, moram pozitivno noto dodati, jaz razumem Luka, da je kritičen, ker on je bil v enoti, kjer diši po akciji v pozitivnem pomenu. Jaz rečem, dober special zna vse razen atomskega orožja, ne zna vklopiti, drugače pa mora znati vse veščine, vse orožje, tako približno. Ampak predstavljajte si, če ni vojske in policije, to sta državotvorni ustanovi, brez teh dveh ustanov, pa še pravosodje v bistvu ni države. Tudi kakšna država, ki je brez vojske, ne vem, ena v Srednji Ameriki, mora imeti pokroviteljstvo, pa v bistvu ima vojsko v Ameriki, rabiš, ne gre brez tega. Predstavljajte si, da ni vojske in policije, to je kriminal. Nas vsak pohodi. In ti ljudje so pripravljeni, taki elefantje pa punce, da tistega Jurija, ko dobi, na pamet govorim zdaj le osnove, vojak ali pa policaj policist nosijo življenje vsak dan. In dejansko premalo cenimo. Se spomnim tudi recimo zdaj zadnje leta, se spomnim, ko sem prišel kamorkoli, ko sem bil šel vikar, pa tudi v medijih smo bili relativno velik, so nas smatrali za dejansko, ko bi rekel, partnerja v zgodbi znotraj NATO. Zdaj pa malo zgubljamo, kredibilno, obljubimo pa ni. Pravimo, bomo kupili 4-kolesnike ali pa 8-kolesnike,
kupujemo pa nekaj pa za civilno uporabo. Ne moreš, ne? Orožje ni za civilno uporabo, lahko pa tudi imaš kaj takega, kar je tudi za civilno uporabo, recimo kakšne pontonske pa take mostove. Ne? Vse ima svojo zgodbo, ne moramo sebe in druge za nos vleči. Pa še to bi povedal, ko sem še bil vojaški vikar, sem stanoval v centru Ljubljane. Jaz sem bil po moje edini človek, ki je v uniformi hodil v službo in tam so me ljudje opazili v uniformi. Danes ne vidiš vojaka več v uniformi skoraj. Samo vojašenci pa okoli, pa še do avta, pa že gre, da pa domov že hodi v civilki. In tega je premalo, ne? Premalo, ko bi rekel, videti te uniforme. Drugače pa to zelo lep poklic, ne? Tudi krščanski, tako kot je papež Janez Pavel II. Rekel 2000, ko je bilo jubilejno romanje, je rekel, takrat je bilo, veste, koliko je v Rimu trg Svetega Petra, pa ulica Sprave dol, do Angelskega mostu. To nas je bilo okoli 250.000 na tistem romanju stanovskem v Svetem letu. Lilo je kot iz škafa med tisto mašo. Morda je bilo 5 dežnikov na celem trgu. Vse brez marel kot vojaka, ne? Vojaki, policisti pa gasilci so bili. In papež Janez Pavel II. Današnji svet je rekel, dragi vojaki in policisti, vaš poklic je podoben poklicu nočnega čuvaja, svetopisemska dikcija, ki je gledal daljavo, da bi preprečil vojno, varoval šibke, uboge in udove. In potem je nadaljeval, je rekel, in hvala vam družine teh mož in žena, ker to razumete in pri njihovem delu jih podpirate. Dati življenje za nekoga, ne? Veste, kje je to zapisano? Jaz sem že parkrat rekel, spet bom malo Polance moje podražil. Če župnik Polanski ni pripravljen za Polance dati svojega življenja, je nekaj narobe z njim. Ga odklopte, odpište, rečete, ne gre. In seveda tudi tisti Polanci in Polanke, ki pravite, da ste verni, če že oni niso pripravljeni. Če vi niste dati pripravljeni za župnika, bo je tudi z vami nekaj narobe. In isto škofa, ne? Ali zdaj točno vidite, koga imam tako od zadja, ne? Če škof ni svojo čredo, takrat, ko je najbolj hudo, ni bega. Beg je ena od možnih odločitev, ki jo lahko narediš, ampak je vedno najslabša. No, najslabša je neodločenost. Beg ali umik je pa ena od slabih. Vztrajnost, pokončnost. Zdaj pa še eno vprašanje za Luko. Kako so ostali fantje na misijah dojemali vero? So si upali priznati, da so verni, da so katoličani? Ne, v vojski, kar sem jaz bil 16 let, ni bilo v bistvu nobenega govora o veri, tudi v specialni enoti ne, nažalost. So bili ljudje, se ve, ki so verni, mislim tudi v specialni enoti, ampak niso nikoli o tem govorili. Mislim, kar je sicer zdaj žalostno, ne? In jaz zdaj tukaj, če bi lahko, jaz bi to čisto drugače zapeljal, ampak je dostikrat problem, to sem tudi hotel tudi tako vam reči, ne? Koliko je ljudem sram to priznati ali pa povedati ali pa reči na glas. In dol definitivno je bilo tako, ne? Ker je to na nek način mogoče znak šibkosti bil za koga. Ne? In če bi ti tam rekel, aha, jaz pa verjamem, pa molim, ne, če bi en ki je v skupini malo močnejši v smislu tako, ne, ki mu drugi sledijo, če bi se on začel norca z tega delati, bi se vsi z tebe delali norca. Ne? In zato je mrzdo rajš bil tih, ni hotel o tem govoriti, kar je v bistvu že, mislim, se pa na nek način zanikaš v bistvu. Kaj ti ta vera, če nisi javno zmožen Jezusa Kristusa priznati? Pol nisi, mislim, ne, sej, a ni nekako tako. Tako da tukaj bi jaz tudi za vse vas rekel, pa jaz ne vem, kako ste tle, ne, eni bolj, eni manj, eni boste enkrat malo, različni smo, koliko to zdaj resno jemljete, jaz ne vem, ker si ne predstavljam, kako je to na šolah, ampak mi se bi mogli ful bolj navzven biti ponosni, pa jasno in glasno dati vedeti, kaj smo. Ker to vsi drugi počnejo in nas bojo spet, mislim, ne bojo nas pohoditi, vse na koncu se ve, kdo je en, edini pa kdo zmagal, pač absolutno da je. Ampak ne vas ne bo strah to na glas povedati, ker si frajer, če to poveš. Pusti tiste buksle, ki ne vejo, za kva se gre, pa niso toliko zreli, da bi dejansko bili sposobni sami se temu odpreti, pa si vzeti sajt, pa kaj prebrati, pa kaj pogledati, tako kot sem do tega prišel. Tako da to je dejansko zdaj moč in jaz to doskrat zdaj, mislim doskrat, ne smem preveč, ker če ne izpade, mogoče malo čuden, pa tudi jaz nočem biti tak, da bi neki navzven govoril,
ne delaš pa tega tako, hitro lahko sam pri sebi, nočem biti jaz ta hinavc, ampak jaz to zdaj za nalašč naredim javno, pa to posnamem, ker hočem in pa runih, ki so verni, mogoče, ne vem, če imam kaj vpliv na to, mečken jih utrditi o tem, pa naj tudi oni se izpostavijo, kjeri so, ki se pa norca z tega dela, ampak absolutno nimam s tem problema to javno povedati in tudi vi morate biti taki. Nositi križe, mislim, verisce pa tako naprej, priznati pa reči to na glas, če je treba, kakšno stvar na Facebook napisati, na Instagram, kakorkoli že, ker to je način, da bomo mi začeli malo nazaj dobivati svoj teritorij, ker nam hočejo drugi vzeti. Se ni čistko, a pa tudi je, ne je, kar je. Bomo jaz malo ekstremnost to, sej. No in v vojski, zdaj, kad tako pogledam za nazaj, bi mogel biti vera, sploh v specialni enoti, nisem povsod, ampak bi mogel biti temelj pa stebr in centrov vsega skupaj bi mogla biti vera. Da bi bila to ena stvar, ki nas bi tam še dodatno povezvala in bi tudi vse stvari, ki bi jih delali, bi prek tega šlo, se pravi v upanju, v veri do Boga, to bi moglo biti jedro vsega skupaj in zdaj tako za nazaj, ko pogledam, koliko bi nas lahko to še bolj jačali, pa nam dajali neko tisto moč. Tudi konec koncev, zdaj, jaz tako razmišljam, da bi kakšno molitev skupaj naredili. Preden smo šli v Afganistanu ven na kakšno nalogo, mogoče, da bi skupaj zmolili, rečemo, in take stvari, tako da, ja. Morda samo še vendarle par stavkov na to temo. Bom rekel, enkrat, ko smo v začetku organizirali na romanje vojakov v Lourdes, tam je mednarodno vojaško romanje poteka in policistov in gasilcev vsako leto, se prav spomnim, sta se prijavila dva, ki nista vedela drug za drugega in šele na avtobusu sta, ko smo že šli, oziroma ko smo prtlako govorili, iz iste enote, poklicnega dela. A ti si tudi veren? Pa sta bila že 10 let v vojski, v isti enoti, pa nista vedela, da sta verena. Zdaj, a vero skrivata, a tudi povedata. Tlele mislim, da je zelo tanka linija, tista ponižnost, ki hitro rata puhla ponižnost, bolj v smislu, ne bom se izpostavljal, da mi ne bodo kaj očitali, ampak kdor bo mene priznal, poznamo tisti Jesusov stavek. Drugače pa rekel, geslo vojaškega vikarijata je Deo et patrie fidelis, to bi vi morali vsi vedeti, kaj to pomeni. Bogu in domovini zvest. Zdaj, včasih so bili kadar so bili večji kontingenti, so bili tudi vojaški duhovniki ali pa asistenti z vojaki tam in tam je bilo super. Jaz se spomnim, kadarkoli sem prišel k našim fantom, kjerkoli v tujino, tudi v specialno enoto, mimogrede, oni so eni redkih, ki so skoraj z lastnimi rokami postavili kapelo v njihovi vojašnici dol v Kočevskih gmajnah. So vedno prišli in pozdravljali, bili pri maši vsi, pa ne na ukaz. Ampak so imeli možnost in skoraj vedno so bili čisto vsi. Pa še en primer bom povedal, tako da boste razumeli srčnost vojakov. Enkrat se spomnim, tam prvo leta, ko smo bili noter, stojimo takole, jaz sem bil z enim bivšim specialcem, takole stojimo, pa se pogovarjamo. Tako za našim hrbtom je bila pa skupina 5 vojakov, častnikov in počastnic. Ja, se ni važno, kjer je bil kdo. No in oni so se očitno nalašč pogovarjali tukaj na glas, da sem jaz slišal in ta bivši specialc, ki je njim kazal hrbet. In oni na glas govorijo, ti ta črni, kva so naredili slovenski narodi, pa pedofilijo, pa uno, pa peto je na glas verjetno čakali, da bodo mene dobili na kakšno limanco. Pa je bilo prišli še tu vmes, tu bi bilo treba pobiti, tako v tem smislu. In ta specialc se obrne, mene zgrabi takole, pa njih gleda, bivši pa reče, pa je skozi govoril, da je ateist. Je rekel, to si pa zapomnite, očetu boste vi pa kaj naredili samo preko mojega trupla. In to naredi dober vojak. In hvala Bogu, imamo še vedno dobre vojake, dobre policiste in dobre policistke, ki so pripravljeni tvegati vse za svoje prijatelje, za svojo domovino, pa če še tako imaginarno se sliši, in za svojo državo, ne glede na to, kdo jo vodi, ker branijo narod in državo, ne pa politikov. Tle bom sem dodal, Jože ima čisto vse to prav, kar je povedal. Kakšna stvar je čisto moj zelnik.
In to, kar Jože zdaj tudi povedal, ker sem jaz prej rekel, mogoče za tis, ne, da ne bi branil zdaj. Ne, da ne branil državo, jaz državo bi branil, če je naša država napadena. Bom rekel, zdaj nas, ne vem zakaj sicer Avstrijci napadejo, oni porinejo dol čez Ljubelj pa dol čez, ne mislim, valjda, kaj boste zdaj videli, jodlari, a ne? Šaki zdaj boste videli po teh dolinah, kaj vam bomo zasede naštimali, malo se heca, ampak da pa mene zdaj rečejo, da moram iti pa gor proti Rusom se neki, ne, v Ukrajino, ker že itak tista vojna, nekako ne verjamem v to, ne vem, kaj je v ozadju, pa kakšni so interesi, pač to sem hotel prereči, ne, a ne, da se zastopimo. A veste, kaj sem hotel, Jože? Seveda. Ja. Pa ni časa za podrobno analizo. No, pa še za konec eno vprašanje za oba. Če lahko podelite z nami kakšno prigodo iz mednarodnih vojaških misij v tujini ali pa kakšnih vojaških zgodb doma, ki so najbolj vplivali na vaju, pozitivno ali vzgojno ali negativno. Še večkrat časa, se eno dobro spomnim. Jaz sem že vmes ene 2-3 povedal, ampak bomo še ena tukaj, da Luka rešimo, ne? Ker je treba vedno reševati prijatelje v stiski. To je svetopisensko, ali pa tudi tako na splošno človeški univerzalni ravni. Se spomnim, ko smo tam v začetku, ko smo začeli z duhovno oskrbo, takrat so bili še naborniki. In smo imeli mašo, je bila možnost za maše v stari vrhniški vojašnici, tam, ki je zdaj nič, kdo z Vrhnike ve, ki je vrtec na Vrhniki, tisti zdaj tam proti stari Vrhniki, tam je bila včasih vojašnica. No in ni nišče vedel, ali bo prišel kdo od nabornikov k maši, ali bo kdo od stalne poklicnega dela prišel k maši, ali ne. Samo maša je bila rečeno, da bo ob 10:00 tam na športnem igrišču gor. In seveda so vsi prišli. Poveljujoči so morali biti, ker ne morejo enoto pustiti, ne? In je bil zraven tudi en počasnik, vojaki, večina je prišlo iskreno, nekateri pa tudi zato, ker so vsi šli, se veš, vedno je malo črednega nagona, ne? No in potem je bila maša zunaj, jaz pridgam, se mi je zdelo, da dokaj navdušeno, ali je pa on tako razumel. In potem konc pridge, rečem, a ne fantje, in rečejo seveda vsi. In tisti počasnik vstane, je bil tako meni do ramena z glavo, z zgornjim delom glave, ne, nižje postave. Pride takole, me gleda v oči, pa reče, oče, PM, tega ne bom naštel, ker ne zgledate kot duhovnik. Ti veš, kaj to pomeni, ne? Vi pa ne bi smeli vedeti. Reče, oče, PM, ampak ti to verjameš, kar govoriš? Nič več ne bom dodal. Za njega je bila to ugotovitev v smislu v velevni obliki, ne, ni bilo vprašanje. V velevni obliki je bilo. Ste me rešil in sem se spomnil eno. Jaz doskrat bom probal to čim bolj nakrat, da ne bo predolg. Jaz, ne vem, eni, tako kot gledam, se kar spomnijo za vse za 30 let nazaj, za vsako malenkost, ki se jim je zgodila, jaz nisem en izmed teh. Pa se je veliko stvari zgodilo, pa na koncu sploh ne vem, kaj sem pa sploh delal jaz v Afganistanu. Hecam se, ampak ena z Malija, recimo, ko smo bili dol so bili, pa bom na hiter. Dol so bili tudi belgijski padalci, to so bili kar konkretni deci, tako res, bom rekel, ko ga pogledaš, veš, koliko je ura. Trenirali so skozi borilne veščine, trenirali skozi so se tepli, tam kickboks, tajski boks, MMA, pač trenirali so, ne. Potetovirani vsi, pobriti, pač ker taki so, pa to pričakuješ od padalca, ki ima rdečo beretko. V glavnem enkrat je bila dol neka žurka taka, ne. Vsi smo že mečkam preveč spili in oni so imeli eno zanimivo zastavo njihovo, te padalci, a ne. In sem jaz tam enemu, ker sem bil z njimi tam, smo se ujeli dober in sem mu rekel, jaz bi pa to zastavo vašo imel, če mi jo lahko zrihtaš. On itak prav, ja, valjda boš dobil. In potem je šel do njegovega unga šefa, potem pa on rekel mu, ja, prav, da jo lahko dobiš, sam si jo moraš zaslužiti, a ne. In sem jaz rekel, ok, ja, bom, kaj pa moram narediti, da si jo zaslužim. Pa prav, nič, se boš znašel, ta najboljšmu se v ta tepla v ringu in če, v bistvu ne rabim zmagati, sam če se boš šel z njemu tepst, jo boš dobil. In jaz itak, ker sem večkrat že spil, ja, valjda, komot. Ne, drug dan pol jaz vstanem, sem prišel k sebi, pač te modeli so res trenirali in ta je bil res dober, ker sem jih videl, a ne, pač uničil bi me, a ne, nimam za burek, sploh, jaz rečem našemu majorju, pravim mu povem, kaj sem jaz tam obljubil njim, ne,
Sem rekel, kako sem jaz zdaj ven z tega zmotil, ker vse je pa tako, ti so padalci, ti si specialc, mislim, ne moreš ti zdaj njemu reči ne, a ne, ker boš izpadel, kar boš izpadel in nekako sreča, vse skupaj, kako se je obrnil, en dan pridejo oni do mene, pa pravijo, greš z nam na strelišče, pa boš malo pokazal, kako se strela, pa tako, mečka, ne. Grem z njimi, v glavnem smo streljali, gor dol, jaz sem ti streljanje vodil, imel so pa enega zelo mejhnega, pa bil je, ne vem, 160 je bil, res je bil mičken, no, prav smešen zavijeti. V glavnem, ko smo streljali čez avto, je on ustrelil noter v en kovinski del in se mu je pač del naboja odbil nazaj in je dobil noter roko. Nekje tako se mu je metek ustavil. In jaz gledam njihovega bolničarja, nisem hotel jaz prek njihove linije, vse sem rekel, ga bo njihov bolničar zrihtul. Ne vem, ali ni bil navajen ali kakorkoli, ga je imel stres, jaz ne vem kaj. V glavnem, on je tisto torbo gledal, jo je odprl, jaz ga gledam en cajt, ne naredi nič in potem jaz, kar sem imel pri sebi, sem odprl, pa sem ga jaz zavil pa zrihtul in potem smo ga odpeljali v vojaško bolnico. Jaz grem pol v sobo in čez enih par ur pride ta cel oddelek, tam do mene, zastavo v roki in pravijo, evo, lej, si pokazal, našega si zrihtul, zaflikal si ga, lej, vidimo, da si tako, kad se zagre in so mi dali tisto zastavo in sem si jaz mislil, kaj bi me zdemoliral. No, to so res, veste, vojaki veliko dajo na čas, ne. Jaz se spomnim isto v Afganistanu, pa mislim, da takrat niste bili vi, je bila ena druga skupina, tam so bile gurke. Ti veš, kaj to pomeni, morda kdo drug tudi, a ne. V glavnem, nekaj stvari je bilo treba njim narediti, tako, ki jih lahko naredil samo duhovnik. In oni so prišli potem naslednji dan v oddelek s kufrom havank, s kufrom, v katerem je bil njihov nož. On ve, zakaj imajo oni, to veljajo za najbolj tiho specialno enoto, tako zgodovinsko gledano. Zakaj tiho, ker ne uporabljajo strelnega orožja skoraj nikoli, a ne, to je sam. No in je bil njihov nož, takle kufer. Noter, vse ostalo pa zapolnjeno, zdelano s tistimi umetno maso, tako da so bili nosilci poln kufer havank. Tu dobiš samo, ali pa zastavo, ne, ko te oni vzamejo za svojega, ko se torej dokažeš, ko jim dokažeš, da jim pariraš, kot se s tujo besedo reče, ne, da si jim enako vreden. To pa lahko samo, če daš malo tudi nekaj nase, ne, pa smo spet po nekih drugih odgovorih. Kufer sem nekaj izgubil, nož pa še imam. Dobar, da ni kontra bilo, ne, mislim, je boljše. Ja, boljše tako. Prišli smo do konca okrogle mize. Najlepša hvala obema gostoma, da sta z nami delila nauke in svoje zgodbe, pa tudi hvala vsem obiskovalcem, ki ste prišli in poslušali vse dobre besede naših gostov. Hvala. Hvala za odlično vodenje vama. Dajte še njima aplavz.